Dober dan, dobro jutro in lepo pozdravljeni na Emčem virtualni kavi, kjer vsak petek ob 10. uri načenjamo aktualne teme z zanimivimi gosti. Današnja tema je o cepljenju direktno. Z mano pa sta Denis Baš, doktor medicine, specialist pediater in nagrajenec Moj pediater leta 2020. Lepo pozdravljeni. In pa redni profesor dr. Aljoša Valentinčič z Ekonomske fakultete v Ljubljani in pa tudi kolumnist časnika Financ. Lepo pozdravljena oba. Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dve pozitivni novici lahko danes delim z vami. Prva je ta, da se otroci prve triade in pa mlajši vračajo v šole in vrtce naslednji teden. Druga pa ta, da procent tistih, ki so bili še pred kratkim odločeni, da se ne bodo cepili, se zmanjšuje. Torej, procent tistih, ki se ne bodo cepili, se zmanjšuje. Predno pa začnem pogovor z današnjima gostoma, bi želela, da udeleženci delite v chatu z nami vaše razmišljanje o cepljenju. Če se mogoče spomniti, ko ste bili cepljeni kot otroci, proti katerim boleznim ste bili cepljeni, ali pa kot odrasli, da delite pač vaše spomine, vaše izkušnje z nami v chatu. Bom jaz vmes med pogovorom pogledala in mogoče kakšno zadevo delila. Zdaj bi pa jaz kar z našima današnjima gostoma nadaljevala optimistično. Po podatkih agencije Valicon se je novembra lani 57% vprašanih ni imelo namena cepiti, oziroma se najverjetneje ne bi cepili. Po anketi, ki pa jo je agencija Valicon objavila 12. januarja letos, je ta številka slabih 50%. Od teh 50% se jih 26% najverjetneje ne bo cepilo, 23% pa se zagotovo ne bo cepilo. Nas ta številka lahko navdaja z optimizmom, pa bi najprej gospoda Baša prosila. Ja, v bistvu, če pogledamo te podatke tudi v luči raziskav, ki so bile opravljene v svetu, v Evropi, smo, bom rekel, nekje v sredini, no? Ker so države, kjer je na primer predvsem tukaj prednjačijo Kitajska, Južna Koreja, potem Brazilija, kjer se v bistvu večina ljudi namerava cepiti. So države, kot je na primer Francija, kjer so eni podatki podobni kot pri nas o tej nameri za cepljenje, medtem ko drugi podatki kažejo večjo namero. Tako da tukaj moramo vedno vedeti, da je pač to v nekem času upravljeno, da mogoče tudi ne predstavlja čist realne slike, koliko ljudi se bo pa zares cepilo. Je pa zanimivo, da če to primerjamo s podatki o, bom rekel, ostalih cepljenjih, je cepljenje proti covidu ima več ljudi zadržke. Predvsem na prvem mestu ljudje izpostavljajo zaskrbljenost glede neželenih učinkov. Strah jih je v bistvu teh učinkov in pa v bistvu dostikrat govorijo, kakšne so pa zdaj dolgoročne posledice. Cepivo je bilo narejeno hitro ali je varno. In pa tudi en delež ljudi je tak, ki meni pač, da COVID še vedno, kljub vsem podatkom, da ni neka hujša bolezen. Tako da tukaj se mi zdi zanimivo to, da ljudje v bistvu imajo določene te dvome. Ko pa na primer pride vprašanje o cepljenju, na primer otrok, pa mogoče te isti ljudje bodo odgovorili, da je pač, da bodo cepili oziroma da zagovarjajo mogoče celo obvezno cepljenje otrok. Tako da tukaj mogoče nastane en tak paradoks. Tako da jaz mislim, da dobro je to, da se ta del zvišuje in pa da ljudje, ki v bistvu niso prepričani oziroma so tukaj, bom rekel, jih je kar velik odstotek, da na te ljudi nagovorimo. Ker vemo, da nekako 70%
odrasle populacije naj bi pocepili, tudi Evropska unija si je zastavila cilj, da bi do marca celo 80% 80-letnikov pocepili in potem nekako, kot sem rekel, 70% te odrasle populacije, ker cepivo, ki ga imamo na tržišču, je registrirano šele po 16. letu. Tako da tukaj v bistvu se nam odpre veliko vprašanj, kako za otroci, tako da bi mogoče malo še to debato prepustil. Hvala, gospod Baš. Ravno to je naš današnji namen, da izobrazimo in da z argumenti in seveda tudi številkami poskušamo prepričati v dobro cepljenja. In ravno zaradi številk smo tudi povabili gospoda Valentinčiča. Še vaše mnenje, mogoče komentar, a nas ta procent, ki se zdaj zvišuje, teh, ki se bodo cepili, lahko navdaja z optimizmom? Optimistični del tega podatka je ta, da se tisti del dvomljivcev očitno se je malo premislil in to je ta efekt, ki ga želimo. Namreč iz literature je poznano, da ljudje velikokrat protestirajo proti različnim stvarem, ki z cepivi v tem trenutku niti niso povezane, ampak se deklarirajo kot proti cepilci oziroma dvomljivci ravno zato, ker iz protesta proti nekemu drugemu pojmu. In zdaj, ko se približuje ta otipljiv učinek, ljudje se pa cepijo in nimajo stranskih učinkov, pa se izognejo bolezni, potem se očitno preskakuje na drugi vagon. No. In to je pozitivna stvar. Minus tukaj je pa ta, da kljub vsemu je še vedno delež tisti, ki se najverjetno ne bodo cepili, visok, in predvsem je višji v odnosu do tega procenta, koliko ne bi bilo potrebno za čredno imunost. To je tistih 70%. Ta podatek je problematičen, ampak jaz upam, da tudi tukaj se bo prišlo do prehajanja iz ene skupine v drugo. Hvala. Gospod Baš, zdaj omenili ste že stranske učinke. Kaj pa po vaših izkušnjah, glede na to, da ste pediater, veliko delate starši z otroci, kaj je največji strah ljudi pri cepljenju? Ja, v bistvu ravno neželeni učinki oziroma varnost cepiv je na prvem mestu, ki skrbi starše. Potem je to na splošno zaupanje v cepljenje in pa eden od argumentov svoboda izbire. Zdaj v bistvu pri varnosti cepiv jih dostikrat skrbi, se pravi, da otrok prejme preveč cepiv, da bo to preobremenilo njegov imunski sistem, da imamo v cepivih noter dodatke, ki lahko škodujejo otroku, da so možni, recimo, to so pač, bom rekel, neki strahovi, to niso zdaj, bom rekel, realnost, da so neki možni dolgoročni neželeni učinki. Kakšne je pa v bistvu že to, da otroka lahko zaboli, ko ga cepimo, ta bolečina jih tudi to skrbi. Potem je na drugi strani v bistvu neka ta, bom rekel, miselnost, da je bolje preboleti bolezen po naravni poti, kot v bistvu se cepiti, da v bistvu starši ne verjamejo v resnost bolezni, proti kateri cepimo. To je ta paradoks, da več ljudi, ko imamo cepljenih, ta bolezen se ne pojavlja in v bistvu to se oddalji od nas in nimamo potem sploh občutka, da bi to lahko ogrozilo naše zdravje. In pa v bistvu ta svoboda izbire, ki pa se dokaj pogosto uporablja tudi pri nas, da jaz imam pravico, da bom zdaj izbral, bo otrok cepljen ali ne bo, in da ne zaupam zdaj v uradno medicino, to so zaslužki farmacije, in pa pri nekaterih tudi te etični, religiozni, moralni razlogi. Tako da v bistvu je cel paket nekih razlogov. Je pa res, da na srečo, vsaj pri teh cepljenjih, ki jih imamo v programu, imamo to, bom rekel, na eni strani malo število ljudi, ki popolnoma nasprotujejo cepljenju, to mogoče je kakšen odstotek, 2. Imamo pa malo več ljudi, ki v bistvu dvomijo oziroma rabijo več informacij, oklevajo. Svetovna zdravstvena organizacija v bistvu to definirala kot oklevanje, pri cepljenju, ki lahko zajema to, da ti nekaj prestavljaš, da zavlačuješ cepljenje, ali pa drug
pol, da popolnoma zavračaš cepljenja in je v bistvu tudi predlani to uvrstila v eno od groženj zdravju ljudi, kar se je v bistvu zdaj v tej epidemiji v bistvu izkazalo še za kako v bistvu smelo odločitev. Kako, gospod Valentinčič, prepričati te, ki niso trdno, tam majhen procent, ki ni trdno prepričan, da se ne bo cepil, kako jih spodbuditi, da bi se cepili? Napisali ste en zanimiv članek o ekonomski spodbudi, a nam lahko kaj več o tem poveste? Ideja o ekonomskih spodbudah za cepljenje se pojavlja na oni strani Atlantika pri tradicionalnih ekonomistih in tukaj moram reči, da sem jaz proti temu, da se te spodbude uvajajo, namreč težava nastane, ko enkrat začneš ponujati, ne vem, 500 evrov, 1000 evrov, 1500 evrov za to, da ljudje se začnejo cepiti, potem se zgodi dvoje, kar je zelo problematično. Prvič, ljudje začnejo povezovati višino plačila z tveganjem in bojo tolmačili to na način, ker je država pripravljena plačati za to, da se cepimo, je v ozadju zarota in je torej cepivo škodljivo. To je ena linija argumenta, ki je problematična. Druga linija je pa ta, da ko enkrat uvedemo ta plačila, potem se bodo ljudje naučili in bodo ob naslednjem problemu zdravstvenem, ki ga imeli, lahko bo to virus, lahko bo to način prehrane, sladkor, kakorkoli, bodo rekli, zakaj mi pa država ne plača? Oziroma tudi tisti, ki so prepričani v to, da je fino se cepiti, bodo odlagali in čakali na višje izplačilo. To sta dve zelo otipljivi nevarnosti, ki jih poznamo iz drugih virov literature in zaradi tega so pravzaprav ekonomske spodbude tukaj zelo nesrečna zadeva. Delujejo iz literature, tudi vemo, te spodbude takrat, kadar niso prisila. Torej, ko nekoga samo nežno dregnejo to, da se spravi v cepljenje. Ampak tukaj mislim, da so ostali pristopi bistveno bolj pomembni kot ta strogo ekonomski. Strogo ekonomski je pristop k temu, je mogoče tale, to verjetno bomo še kaj rekli, ampak tale možnost dostopa do dejavnosti, ki jih ljudje cenijo, restauracije, športni objekti, potovanja, letala, to so tiste stvari, kjer pa mislim, da znajo veliko prispevati k temu, da se bodo ljudje na končni fazi cepili. To zna biti tudi kar velika polemika zaradi nekakšne potem omejitve svobode gibanja, ampak k temu se bomo še vrnili kasneje. Zdaj, gospod Baš, protiargument, ki se velikokrat izpostavlja in ga laiki težje razumemo, je tudi, da je bilo to cepivo razvito zelo na hitro. Se pravi, v lanskem letu so se farmacevtska podjetja odločila, začela delati na tem in kar naenkrat imamo čez 9-10 mesecev cepivo. Temu seveda ni bilo tako. Kako vi to nekemu laiku, staršu razložite, ko pride v vašo ordinacijo? Ja, zdaj v bistvu zaenkrat, kar se te razlage tiče, prav veliko vprašanj, ker pač otroci niso zdaj ciljna populacija, ki bi jih cepili, čeprav starši za sebe, za svoje bližnje veliko sprašujejo. Tukaj gre v bistvu za bom rekel, tako kot ste rekli, to ni bilo v 9 mesecih narejeno, sama platforma tega mRNA cepiva je trajala več let, tudi določena cepiva za zdravljenje raka so bila na tej platformi narejena in v bistvu izboljšave in to je večletno. Tako da to ni zdaj od včeraj. Je pa res, da je dobra stvar ta, da če res imamo nek skupen cilj, kot smo ga tukaj imeli, da so v bistvu vse države so v bistvu financirale vnaprej cepivo, katerega niso vedele, ali bo delovalo ali ne, ker ga je bilo treba preizkusiti. Vključenih je bilo več tisoč ljudi, tako kot v bistvu v siceršnjih študijah, ki potekajo več let. Tukaj je pa ravno zaradi tega finančnega suporta, motivacije, bilo to možno izvesti v krajšem času. Moramo pa vedeti, da se stvari niso preskakovale, se pravi vsi ti papirji oziroma pregledi varnosti
strani EME in pa strani FDA so v bistvu potekali normalno, s tem, da sta sami agenciji zelo sodelovali, tako FDA kot EMA sta zelo sodelovali, kar je v bistvu, bom rekel, dobra praksa tudi za naprej. Se pravi, na stvari, če se hoče, se tudi zmore in to je v bistvu sporočilo. Tako da zame je to tak dober dosežek in kar se varnosti tiče, ne pričakujemo tukaj pri tem cepivu, saj po teh raziskavah, ki so bile opravljene, da bi se zdaj kasneje izkazalo, da bo pa nek problem varnostni. Seveda, ves čas bomo spremljali, kar je tudi potrebno, ampak vsa cepiva, ki jih imamo, tudi že na tržišču, so zelo varna. Se pravi, tako da tukaj seveda ne moramo zdaj govoriti o neki dolgoročni varnosti, učinkovitosti, ker to še poteka, ampak po vseh do zdaj znanih podatkih o teh cepivih, ki jih imamo do zdaj, ne pričakujemo nekih teh dolgoročnih negativnih učinkov, zaradi tega, ker pri teh neželenih učinkov so glavni te imunski, se pravi v prvih tednih, mesecih, ko dobimo cepivo, pričakujemo v bistvu takrat te neželene učinke. In to, kot ste omenili, to sofinanciranje, da so tudi države in pač te agencije, ki odobrijo cepiva, stopile skupaj, to je tudi en dober primer, ker nekako tudi kar nekajkrat je bilo omenjeno, da virusi so naša realnost in se bomo mogli nekako navaditi živeti z njimi in tudi na tak način to preprečevati s cepivi tudi v prihodnosti. Še eno stvar ste omenili, velike farmacevtske družbe, pa se bom zdaj spet navezala na odličen članek dr. Valentinčiča v Financah, ki je bil objavljen v tem tednu. Velik protiargument teh necepilcev je tudi zarota farmacevtskih družb. Če nam malo lahko to razložite, dr. Valentinčič, pa mogoče kakšno številko tudi navržete, ki je zelo dober argument. Ja, ta argument zarote gre nekako takole, da je farmacevtskim družbam v interesu, da se take bolezni pojavljajo, zato ker potem ponudijo lahko cepivo, od katerega imajo domnevno enormne zaslužke. Številke so pa take, celotni svetovni trg je približno 1250 milijard dolarjev zneska za celotno farmacevtsko industrijo, od tega so cepiva približno 3% visoka. Torej, to je tako majhen segment, da v resnici ne pomeni v absolutnem znesku, tudi ne v relativnem, prav posebej velike cifre. Recimo, najbolj prodajano zdravilo za artritis je tretjina tistega, kar predstavljajo cepiva. Skupaj za vsa podjetja, skupaj na celem svetu. Tako da je tale znesek res majhen. Res je sicer, da nekatera podjetja tukaj imajo pač po logiki stvari večje dobičke v odstotku od ostalih farmacevtskih proizvodov, ampak v globalu je tega relativno malo. Tudi je treba povedati, da je ta dobičkonosnost, ki se tukaj pojavlja, cepiva so znana že dolga desetletja, nekatera. In tukaj razvoja ni bilo prav veliko vloženega v ta klasična cepiva. Tako da je tudi ta donosnost, ki se je nekako čez leta kazala, je z nekega zornega kota mogoče celo previsoka. Če zdaj upoštevamo to, da je bilo potrebno vložiti velike milijarde v razvoj tega trenutnega cepiva za COVID-19, potem tukaj se kaže kot neke vrste podinvestiranost. In zdaj, če gremo še malo v drobovje teh podatkov, donosnost, ki jo farmacevtske družbe potegnejo ven iz teh cepiv, je sicer pozitivna in tudi taka, da ekonomisti rečemo, je zagotovo zadostna, to spravi, da pokriva stroške kapitala. Vendar v primerjavi z ostalimi segmenti je bistveno nižja. Tako da tukaj te velike farmacevtske zarote skozi številke jaz ne vidim. Še to mogoče, tale cepivo za COVID-19 zdaj bo verjetno prinesel v prihodnjih 1, 2, 3 letih neke donose, ki jih bomo, potem ko bomo te cifre gledali, rekli, to so imeli pa super leto. Ampak to se bo izvenelo, ker kot se bo cepivo razširilo, ko bo stopnja precepljenosti dovolj visoka, bo tudi povpraševanje v bistvu naravno padlo po teh cepivih. Tako da tle je na dolgi rok kakšnih velikanskih dobičkih jaz ne vidim. Super, najlepša hvala.
Zdaj pa je čas, da še malo pozovemo naše udeležence in jih prosimo, da rešijo kratko anketo. V naslednjem trenutku jo boste videli na vaših ekranih. Vas pa sprašujemo, kateremu viru najbolj zaupate, ko gre za cepljenje. Znanstvenikom, epidemiologom in zdravnikom, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, farmacevtskim podjetjem, družbenim medijem in vplivnežem, politikom, teorijam zarot ali drugim. Čez nekaj trenutkov bomo imeli tudi rezultate ankete. Komu pa vidva najbolj zaupata, pa mogoče kar gospod Valentinčič? Jaz znanstvenikom, epidemiologom in zdravnikom, ni nobenega dvoma tukaj. Pa gospod Baš? Ja, jaz bi tudi malo čuden izpadel, če ne bi na to vprašanje tako odgovoril, ne? Tako da se strinjam, ne. Torej smo kar soglasni, da damo kljukico prvemu odgovoru. Mogoče počakamo še kakšno minuto, imamo že rezultate, torej 92% naših današnjih udeležencev zaupa znanstvenikom, epidemiologom in zdravnikom. Smo lahko kar optimistični pred tem, ko nadaljujemo naš pogovor. Bi pa hvala vsem udeležencem za vaše odgovore, bi vas pa prosila, tisti, ki želi, da seveda v chatu pišete kakšno svoje vprašanje, če ga jaz nisem zastavila današnjima udeležencema, ali pa mogoče pokomentirate, zakaj najbolj zaupate znanstvenikom in epidemiologom. Mi pa kar nadaljujemo. Na eni strani imamo torej družbena omrežja, kjer lahko cepljenju vsak, tudi pač laik, napiše karkoli želi. Na drugi strani pa je znanost, medicina in farmacija, ki nekako očitno v tem prepričevanju trenutno še ne zmaguje. Gospod Valentinčič, zdaj znanosti bi rekla, lahko kar zaupamo, ker lahko zaradi prav te znanosti in farmacije živimo 90 let kvalitetno ali pa še dlje. Zdaj, zakaj je tokrat toliko enih pomislekov, drugačno razmišljanje, ko gre za znanost, farmacijo, medicino? Torej, da nas je na Zemlji bilo 1 milijarda ljudi, smo potrebovali 200 000 let. Da smo prišli iz 1 milijarde na 7 milijard ljudi, je bilo potrebnih samo 200 let. Torej, to je ta številka, ki nam pove, koliko smo doprinesli z znanostjo, z tehnologijo, z razvojem v našo življenjsko dobo. Celo tako je, da se sprašujemo, ali začnemo ločevati starost od senescence, torej koliko so ljudje sposobni kvalitetno živeti še v prihodnje. In tukaj se celo zdi, da znanost, tehnologija, medicina v bistvu prehitevajo tisto, kar je potem kakovost življenja. Tako da zakaj se tega ne vidi v nekem trenutku, je misterij. Jaz mislim, da je to v veliki meri posledica tega prepričanja, da je svoboda, ki jo imamo kot posamezniki, bolj pomembna kot odgovornost, ki jo imamo do družbe. In tlele mislim, da je tista stvar, ki jo moramo na neki točki zagrabiti. Zakaj se je znanost umaknila v ozadje, je pa tudi vprašanje. Jaz na to resnici ne vem odgovora. Se pa bojim, da je deloma tudi zato, ker ali pa smo v različnih znanostih, v različnih vedah bili predolgo tiho in nismo jasno komunicirali argumentov medicinskih, ekonomskih, tehnoloških in tako naprej. Vsakič, ko bi to morali narediti. In to je ena bolečina. In zdaj socialni mediji so pa to samo posplošili, ker v tem argumentu na socialnih medijih je pa vsak od nas ena enota, torej en znanstvenik pa en proticepilc imata na socialnih omrežjih enako težo. Tudi generalno, mislim, da je ta problem v medijih siceršen problem politične korektnosti, namreč ko ta ideja, da moramo zdaj pa soočiti različna mnenja, ne dejstva, ampak mnenja posameznikov, kot so znanstveniki, pa posameznikov, kot so anticepilci, recimo, tudi pride do tega, da ima ta enako težo in potem to seveda pomeni, da se ta ideja širi v širši populaciji. Tako da to mislim, da je en del teh problemov. Nekako je bila ta znanost in znanstveniki umaknjeni tam nekam, nekaj razvijajo in so bili namenjeni peščici tistim, ki jih razumejo. Se mi pa zdi, da zdaj stopa v spredje in ti argumenti vsekakor držijo, ki ste jih omenili.
Zato mislim, da moramo mi bolj aktivno komunicirati. No, tudi, no. Absolutno, absolutno. In temu je namenjen tudi današnji pogovor in še kakšen, kar nekaj smo jih že imeli na to temo. Gospod Baš, tudi v svojih vrstah med zdravniki imate nekaj takih, ki so skeptiki, to tudi javno povedo. Kaj pa vi mislite, da lahko zdravstvena stroka in vi zdravniki naredite še za to, da se bo procent teh, ki so proti cepljenju, zmanjšal? Mogoče bi jaz v bistvu tukaj le sam še en podatek povedal, da opravljena raziskava ravno o zaupanju v cepljenje od 2015 do 2017 je v bistvu vseeno pokazala, da naprimer, ko so spraševali mame, ki so imele otroke, ki so jih cepili, jih, bom rekel, največ zaupa zdravnikom, medicinski sestri, se pravi 85% jim je zaupalo recimo pediatru, medtem ko na drugi strani družbenim omrežjem je bil ta procent manjši, veliko manjši. Tako da kljub temu, da mogoče zgleda, da so družbeni mediji zelo pomembni, ko pride mogoče do te odločitve, do te intimne odločitve, je vseeno prevlada razum, bom rekel. Kar se pa tiče v bistvu same stroke, tukaj moramo v bistvu tudi ločiti, da je v bistvu o cepljenih, je dobro v bistvu, ni vsak recimo zdravnik, nima največ informacij recimo o cepljenju, pa nočem biti nič, da bi nekoga podcenjeval, ampak tukaj v bistvu moramo res se zavedati tudi svojih mej in pa se izobraževati, ker smo videli tudi naprimer v nekaj tednov nazaj, kako je v bistvu izjava znanega zdravnika, ki ga tudi jaz zelo cenim, o cepljenju v bistvu, ki je bila čisto mimo, naredila zelo veliko škodo, in ta stvar bo še odmevala. Tako da tukaj je treba pač ločiti. In mi, naprimer, pediatri smo zelo, bom rekel, to stvar tudi prepoznali in kar nekaj aktivnosti naredili, predvsem v povezovanju v bistvu zdravnikov, medicinskih sester, tako da smo naredili tudi izobraževanje na to temo skupaj z zdravniška zbornica in zbornica zdravstvene nege, ker morate vedeti, da naprimer, če neki zdravnik pove v ambulanti, potem pride pacient do sestre, tam je mogoče ta odnos bolj sproščen in zdaj, če bo sestra rekla, se to pa ni tako pomembno, bo potem za pacienta to tudi zelo, bom rekel, se bo držal na te besede. Tako da moramo prvič, ta enotni jezik, vsi, ki smo v nekem timu. Druga stvar je pa potem tudi znotraj, naprimer, zdravniške stroke, med posameznimi, se pravi, kirurgi, internisti, pediatri, da se to vedenje, to znanje o cepljenju v bistvu tudi preko izobraževanj, ki so organizirana. Mi smo tudi predlagali, da bi mogli biti določen delež o tem celo obvezen, ker mi moramo obnavljati licenco in imamo predpisana izobraževanja in smo tudi predlagali, da mogoče bi bilo dobro, da je pač v cepljenjih en del izobraževanj mora vsak zdravnik opraviti. Tako da tukaj v bistvu vidimo te priložnosti in v bistvu tudi tukaj vidim eno vprašanje v chatu, ki se mogoče ravno na to nanaša, kako v bistvu zdaj dostopati do splošne javnosti. Jaz mislim, da tukaj, prej ste zelo lepo rekel, komunikacija o znanstvenih dejstvih, rečejo tudi mnogi strokovnjaki, ni tako, bom rekel, seksi, kot neke prodajanje nekih takih zgodb, ki so izmišljene, ki so napihnjene. Tako da jaz mislim, da je treba nujno ukrepiti, se pravi, nek profil komunikologov, ki komunicirajo o znanosti. Tako da jaz mislim, da tukaj moramo kot družba zelo veliko začeti na tem delati, da bomo tudi mlade v bistvu pritegnili v znanost, da bomo imeli raziskovalce, da se v bistvu to širi. In tukaj, kako v bistvu ozaveščati javnost, je ravno preko takih, bom rekel, poljudnih vsebin, da se vključi tukaj tudi, bom rekel, ambasadorje cepljenja, znane osebnosti, ki v bistvu potem promovirajo to. Ker tudi, naprimer, sam sem predlagal
že pred leti, da je še bolj aktiven ta Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki pač ima to vlogo promocije javnega zdravja, da se bolj vključi v to promocijo. Lani sem v bistvu tudi sam sodeloval, ker se mi zdi, na mlade je treba v bistvu začeti že od vrtca, šole naprej, je treba s temi izobraževanji na tak način, bom rekel, tudi prijeten, in sem napisal recimo o cepljenjih, kadar sem vedel, da bo ta epidemija, za ta veselo šolo, in so se potem mladi pač o tem seznanili in potem tudi odgovarjali na vprašanja, in tekmovali v tem. Tako da jaz tukaj vidim v bistvu to izobraževanje, to je tek na dolge proge in tukaj lahko še zelo veliko naredimo. Najlepša hvala tudi, ker ste odgovorili na vprašanje prve udeleženke, ki se je opogumila. Imamo pa tudi komentar Marko Boškos, ki je komentiral takole. Bolje preventiva kot kurativa, ne samo z vidika zdravja, ampak tudi z vidika zdravstvenega proračuna. Veliko ceneje za državo je cepiti kot zdraviti bolezen, pri kateri so možne dodatne komplikacije. Cepljenje precej razbremeni naše zdravstvo. Tudi z vidika gospodarstva je cepljenje dobrodošlo, saj ob bolezni nastane bolniška, kar je strošek za delodajalca ali kasneje tudi za državo. To je res in odlična iztočnica za vas, gospod Valentinčič, da pogledamo še na pandemijo malo z ekonomskega vidika. Vem, da je težko že s kakšnimi konkretnimi številkami operirati danes, ampak kakšno je po vašem mnenju, kakšna bo ocena te gospodarskih posledic te pandemije? A imate mogoče že kakšen podatek tudi za Slovenijo? Ja, zdaj, januarski podatek je ta primerjava, kakšno je stanje proračuna zdaj v primerjavi s tistim, kakšno bi naj bilo v normalnih razmerah. In tukaj je ta razlika 2,9 milijarde. Skratka, zato, da smo blažili učinke te krize, smo porabili 2,9 milijarde. To je ogromen znesek, ga bo treba seveda enkrat odplačati v prihodnje, in to pa tudi pomeni, da bo resursov za druge stvari manj, kot bi sicer bilo. Tudi napovedan padec BDP-ja, pričakovan padec BDP-ja, za podatkov še ni, ampak bo nekje tam okoli 3 milijard. To se pravi, to so take cifre, kar v gabaritih kar nizajo velikanske kose naše ekonomije. In v primerjavi, če jih damo na cepljenje, kjer je ocenjen strošek po tistih podatkih, ki jih imamo zdaj, tam približno recimo 32 milijonov evrov, se pravi, red velikosti 100-krat manj, je to resnično en tak no-brainer argument. Mi moramo to narediti, zato ker se že iz preprosto ekonomskega vidika to enormno splača. Tako da za ilustracijo so tele številke, mislim, da dovolj zgovorne same po sebi. Se pojavljajo tudi ene zelo grobe ocene o tem, kakšne ne bi bili dolgoročni učinki. Moram reči, da so te ocene res zelo grobe. Ena od teh, ki je bila v tem Jami, v reviji Jama objavljena, je bila, da je to približno 90% BDP-ja. Se pravi, sicer so učinki čez več let, ampak če jih bi preračunali danes, pa primerjali z BDP-jem, bi bilo to približno 90% BDP-ja. To bi bilo za Slovenijo 40 milijard evrov. To je za glavo v bistvu odprijetne od hudega. In moram pa tudi to poudariti, tle noter ne gre samo za strogo ekonomske efekte. Veliko tega je učink na zdravje, ker delujemo zdaj drugače, kot bi sicer, ker se manj rekreiramo, kot sicer bodo posledice verjetno v prihodnje se tudi pokazale, najprej zdravstvo, potem pa tudi na številkah. In tudi so tile avtorji posebej opozorili na to, da ne smemo zanemarjati psihološkega učinka. Torej tudi psihično zdravje je tisto, ki bo tukaj doprineslo pomemben minus, če bi se ta pandemija nadaljevala naprej. Ampak če pogledamo, če strnem teh 2,9 milijarde praktično, če nekako preprosto povemo, ni vprašanje, ali se cepiti, ali se ne, če želimo ohraniti svojo službo, bi rekli nekako, tako zelo posplošeno. Ja, zato ker te cifre so tako visoke, da kadar se bojo prelile potem v ostalo gospodarstvo, bo vse nas prizadelo, vsi bomo to čutili. Ja.
Gospod Baš, ta teden je tudi posvečen preprečevanju raka materničnega vratu. Kako to, ta anticepilska klima oziroma necepljenju vpliva tudi na ostala cepljenja, ki jih sicer izvajamo, in kakšne bodo po vašem mnenju posledice zdaj, vi kot zdravnik na to gledate? V bistvu zdaj, če pogledamo samo za čas, recimo, ko je bila epidemija, ko so se določene zdravstvene storitve niso opravljale, tudi naprimer, to je bilo cepljenje deklic recimo v 6. razredu, ko se cepijo proti HPV. Ja. Vidimo, da se je naprimer lani precepljenost je bila ocenjena, oziroma to je že kar podatek od NIJZ, je bil malo manj kot 59%. Naprimer, eno leto prej pa 59%, ker vsa leta smo nekako iz tistih 50% smo šli gor in če se nam ne bi tale COVID zgodil, bi bile verjetno številke višje, ne. Kolegi so potem v poletnem času so pač opravljali te preglede, cepljenja, tako da to so se trudili, ampak vidite v bistvu, da to je samo efekt, bom rekel, zaprtja COVID-a. Zdaj, bojim se, da bojo naprimer take izjave, kot so bile vzete iz konteksta, da bojo v bistvu vplivale tudi na precepljenost proti HPV, ne. Ker po vprašanjih, ki jih imamo od staršev, ne, in tudi kolegi po ambulantah, ne, so v bistvu zdaj kar malo zadržani. Zdaj, če smo pa v bistvu glede samega raka, ne, na materničnem vratu, je v bistvu neka taka ciljna precepljenost deklet do, se pravi, 15. leta, če bi res želeli praktično izkoreniniti, ne, ta rak na materničnem vratu, je 90%. Tako da vidite, da smo kar oddaljeni od tega cilja. Cepljenje je drugače pač neobvezno. In letos z letošnjim šolskim letom 2021-2022 naj bi v bistvu v program vključili tudi dečke, ravno zaradi tega, da v bistvu se ta precepljenost poveča in da probamo v bistvu doseči ta cilj, ne. Ja, kar izvolite, gospod Valentinčič. Se popravite me, gospod Baš, ampak če se motim, ampak ravno ta primer cepiva HPV je za HPV posebej problematičen, ker je novejše cepivo, bilo je tako učinkovito v kliničnih preizkusih, da so v bistvu skrajšali preizkuse in ga takoj dali v prakso in tudi daje že rezultate. Tako da je močno opozorilo, da dejansko moramo nekaj narediti, da se ta precepljenost potem naprej zgodi, ne. Ja, res je. In tudi v bistvu recimo pri HPV-ju, veste, da so bili zadržki glede določenih neželenih učinkov, ki so se potem izkazali v bistvu za neproblematične. Tudi če gledate literaturo o v bistvu samem cepljenju, odnosu do cepljenja, je potem, ko je bilo cepivo HPV, zelo naraslo število člankov. Ne, mislim, da lani jih je bilo okoli 500 na temo samo tega oklevanja pred cepljenjem, ne. Tako da tukaj je v bistvu res to HPV cepivo, bom rekel, en tak vzorčni model za to javno mnenje in tudi za naprej, no. Tako da, ja, se strinjam. Gospod Valentinčič, kako kot ekonomist gledate na uvedbo cepilnih potnih listov, cepljenje kot pogoj za vstop v šolo, vrtec, restavracijo, letalo, kot ste prej omenili, kako na to gledate? To je eden izmed glavnih, mislim, da celo ta glavni in to celo daleč najbolj glavni ekonomski instrument, s katerimi bomo na daljši rok dosegli večjo precepljenost. Torej, sodi pa to v širši okvir tega ekonomskega razmišljanja. Ekonomisti vedno postavimo te družbene učinke in privatne učinke v nek okvir, kjer primerjamo koristi, ki jih nekdo ima in stroške, ki jih nekdo nosi. Zdaj, pri
pojavu anticepilstva je ključen problem, kot ga jaz vidim, ta, da se stroški prenašajo na družbo, medtem ko se pa koristi v smislu, nisem mi treba cepiti, ne bom nosil stranskih učinkov, ne bom imel alergij in tako naprej, pa akumulira samo na posamezniku. In posledice so pa seveda tam, kjer se pridemo do segmentov populacije, ki se ne smejo cepiti, ki imajo oslabljen imunski sistem, ki so bolniki in tako drugače, ali pa preprosto cepivo tudi v kakšnih primerih ne prime. Tako da, tale problematika, da se stroški kumulirajo na eni strani in koristi na drugi, je generalno problematična. In zdaj, z uporabo tega inštrumenta, potnega lista v navednicah, za različne stvari, mi dosežemo dejansko to, da če nekdo ni pripravljen nositi svojega deleža stroškov, potem tudi ne more imeti določenega dela koristi od širše družbe. Pa zdaj ne bo to vstop do restauracije, ali pa ne bo to vstop do šol. Kaže se ta razreševanje tudi na bolj krute načine. Imeli smo podatke o San Marinu, ki je zahteval za tiste, ki se ne bodo cepili, da morajo plačati dodatno zavarovanje. To je ta potem že ekstremen primer, tukaj trčimo potem na etično vprašanje tudi, ampak vendarle kot okvir za razmišljanje, jaz mislim, da je to ta prav in ta glavni inštrument, okoli katerega se moramo v prihodnje pogovoriti in ga v večji meri vpeljati. Še vaš komentar, gospod Baš, kako kot zdravnik gledate na uvedbo potnih listov in te omejitve? Ja, v bistvu jaz se strinjam s tem, da pač ta cepilna knjižica, ki je bila že zdaj, pač mednarodna, bo tukaj noter pa še za COVID, in se strinjam, da je to potrebno in da je tudi predvsem je zdaj v bistvu bolj ta komunikacija, da se bo res to enotno uredila, se pravi za Evropsko unijo. Ja. Jaz mislim, da je to zelo pomembno, da je to enotno, da je sistem in pa na to, kar opozarjate vsi ljudje, nekdo, ki je alergičen, ki ima neko hudo alergijo ali pa bo imel nek neželeni učinek, ki se ne bo smel cepiti, tak pač bo imel medicinsko opravičilo, bom temu rekel, ker podoben sistem imamo zdaj, na primer, pri nas glede vrtcev. Za vrtce je v bistvu obvezno, da so otroci cepljeni proti ošpicam, mumsu, rdečkam. Ja. In tisti otroci, ki iz medicinskih razlogov ne smejo biti cepljeni, so lahko vključeni v vrtec. Medtem ko nekdo, ki se pač samo ne bi želel iz nekega verskega, nekega osebnega prepričanja cepiti, ne. In tukaj je v bistvu ta odgovornost, ki pač pravica posameznika trči tudi v pravico drugega posameznika oziroma družbe. Tako da to, pa še mogoče bi komentiral to. Seveda, tukaj mi ne govorimo, da cepiva so pa zdaj brez neželenih učinkov, ker so varna, imajo lahko neželene učinke, ki pa odtehtajo, bom rekel, tveganja. Tako da tukaj je treba o tem, mi nikoli ne govorimo, da vemo, da so lahko prehodni neželeni učinki, da je lahko tudi, na primer, po cepljenju po covidu so lahko ljudje, imajo vročino, jih bolijo mišice, mogoče en dan ne morejo iti v službo zaradi tega, ker sem videl, da se pojavljajo že v bistvu na družbenih omrežjih, da si pa zdaj paraliziran po cepivu, ampak v bistvu je spet iz konteksta vzeto, ker je v bistvu bilo mišljeno pač paraliziran v smislu, ne moreš iti v službo en dan, ne da zdaj imaš neko nevrološko motnjo. Tako da tukaj je v bistvu treba res biti zelo natančen, previden pri vsem tem. Če vključim še komentar udeleženke Žive, neželene učinke ima tudi alkohol in tobak. Absolutno se strinjam s tem. In kot sem že večkrat slišala kakšnega zdravnika, nezaželen učinek je praktično že rahla rdečica na mestu, kjer si bil cepljen. Tako da ne govorimo pa to o nekih takih zelo škodljivih, ki imajo zelo velike posledice. Prišli smo že kar do konca, ampak mislim, da bo ta tema še večkrat na meniju petkove kave, ampak za konec še mogoče vprašanje. Se boste cepila in katerega izmed argumentov največkrat uporabita za to, da rečeta, cepil se bom zato, ker, če nadaljujeta, prosim, kar gospod Valentinčič.
ker mora vsak od nas narediti tisto, kar lahko, da bomo kot družba živeli bolje. In tisti, ki se lahko cepimo, se moramo cepiti, zato da se zaščitimo tudi tiste, ki se cepiti ne morejo. Jaz v bistvu sem se že z enim odmerkom cepil, tako da drug teden verjetno se bom še z drugim, ne. Vidite, da še vedno lahko smiselno odgovarjam na vprašanja. Imel sem malo mogoče glavobola, bolečin v mišici, kakšne 2 dni. Sicer pa predvsem ta argument, da želim v bistvu ostati zdrav, a ne. Zdaj v bistvu morate vedeti, da ljudje so zelo egoistični, ne, in v bistvu gledajo te moderni, bom rekel, starši, ki so zdaj, ne, če jim začnem govoriti o tem, da ne, je to neka družbena odgovornost, da bojo drugi, se pravi, oni gledajo na lastnega otroka. In jaz jim rečem, da moj cilj je ta, da je otrok zdrav, da mu čim manjkrat predpišem antibiotika, ne, in to je v bistvu tisti argument, zakaj v bistvu tudi verjamem v cepljenja, ker pač je z dokazi podprto. Najlepša hvala obema za ta res dober pogovor, dobri argumenti, ki jih bomo mi tudi komunicirali še naprej. In želim si seveda, da bo kmalu v Sloveniji na voljo dovolj cepiva, da bomo lahko dosegli s cepljenjem to imunost kolektivno. Hvala tudi vsem današnjim udeležencem, ki ste aktivno sodelovali, rešili anketo in seveda patron članom, ki te petkove virtualne kave omogočate. Ostanite dobro in zdravi. Jaz se bom tudi cepila, ker želim ostati zdrava, to bom uporabila, ta argument, ki ste ga omenili, gospod Baš. In naslednji teden se pa vidimo s kolegom Martom Buhom, tema pa bo kriptovalute. Želim vam lep vikend in ostanite zdravi. Hvala, srečno, ostanite zdravi. Hvala vama.